Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni na kanalu Televizije As v oddaji Neposredno, kjer za vas gostimo zanimive goste. No, tokrat smo na zvezi z našim evropskim poslancem, z gospodom Prebiličem, da nam bo kaj več povedal, kaj se dogaja tako na evropskem kot tem domačem političnem parketu. Gospod Prebilič, lepo pozdravljeni. Lep dober dan in lep pozdrav vsem gledalkam in gledalcem in seveda hvala za priložnost in za povabilo. Zdaj ste že kar nekaj časa evropski poslanec, pa morda kakšno je delo v Evropskem parlamentu? No, dajva začeti malo bolj na lahko, se pravi logistika, kako to izgleda. Potujemo veliko, torej vsak ponedeljek ali v nedeljo, odvisno od mojih obveznosti, potujem v Bruselj. Potem ostanem gor do četrtka in se v četrtek vračam v Slovenijo. To velja pravzaprav za veliko večino poslank in poslancev, ki delamo v Evropskem parlamentu. Vikendi so namenjeni potem, da se dela tudi kaj v Sloveniji. Petke praviloma imamo kakšne obveznosti v hiši Evropske unije, ki je tudi v Sloveniji, so pred nekakšni dogodki. Sicer pa se veliko, kot sem rekel, potuje, moramo si zagotoviti stanovanje v Bruslu. No, to je bil kar izziv, pošteno povedano, zato ker so cene nepremičnin in najemov pač primerne glavnemu mestu Evrope. Te stroške pokrijemo sami. Sicer pa moram reči, da jaz zelo rad prihajam domov in se tega tudi držim, da sem v bistvu vikende doma, ne nazadnje imam doma družino, dve punci, ena je 20, druga 17, pa mislim, da so v tistih letih, ko je dobro, da sem še malo doma. Torej, mogoče še to, v samem parlamentu jaz upravljam naloge in dolžnosti povezane s 3 odbori, ki so vse delo parlamenta se razdeli v posamezne odbore. Jaz sem koordinator, to pomeni, da zastopam interese celotne poslanske skupine, to je 54 poslancev v odboru za regionalni razvoj in kohezijo. To je za mene daleč najpomembnejši odbor Evropske unije, namreč tudi Slovenija iz tega naslova pridobiva veliko število sredstev in je zelo pomembno, da vemo, kaj se tam dogaja. Potem sem še v odboru za zunanje zadeve, kjer sem poročevalec za 3 države, sicer Severno Makedonijo, Srbijo in pa Črno goro. Sem pa tudi stalni poročevalec Evropskega parlamenta za Indijo. Potem pa še delujem v odboru za ekonomske zadeve, kjer sem pa nestalni član tega odbora. Torej, pred vrati je novo plenarno zasedanje, pa ena izmed tem je ponovno tudi glasovanje o nezaupnici von der Leyenove. Mislim, da ena nezaupnica je prišla iz leve, ena iz desne. Kako to, da se to ponavlja in kako boste vi glasovali? Ja, dejstvo je, da z vodenjem komisije in tudi z predsednico komisije, ki je seveda na vrhu te piramide, veliko poslank in poslancev ni zadovoljnih, tudi sam nisem zadovoljen. Jaz sem takrat jasno povedal, da že v izhodišču, ko smo o njej glasovali, torej ko se je sploh govorilo o mandatu Ursule von der Leyen, jaz nje nisem podprl. Potem v nadaljevanju sem komisijo kot celoto podprl tudi zaradi tega, ker je Slovenija imela, jaz še vedno trdim, dobro kandidatko, zdaj komisarko za širitev in se mi zdi na nek način prav dati priložnost tudi Republiki Sloveniji, da znotraj komisije opravi čim boljše delo. Je pa resno, da od takrat, ko smo začeli delati v Evropskem parlamentu, se nam 3 stvari ves čas valjajo pod nogami, če lahko tako rečem, ker smo poslanci nezadovoljni. Prva stvar je nenehno pozivanje Ursule von der Leyen k temu, da mora Evropa vojaško poraziti Rusko federacijo. Jaz ocenjujem, da je to absolutno zgrešen poziv. To, da bomo vsi skupaj odkorakali v vojne, za mene nesprejemljivo. Hkrati seveda se k temu potem navezuje drugo vprašanje, to je remilitarizacija Evrope. Jaz osebno menim, da prava nevarnost za Evropsko unijo ne prihaja od zunaj, ampak od znotraj. Torej, če Evropska unija ne bo uspela zagotoviti enakopravnega razvoja držav in regij, potem bo kot projekt nehal obstajati. In jaz mislim, da je to najpomembnejša stvar in temu bi morali posvetiti bistveno več pozornosti, pa je ne. No, tretja stvar je pa potem neke vrste dvoličnost v zunanji politiki Evropske unije.
Zdaj, verjetno se vsi strinjamo, da to, kar gledamo v Ukrajini, je napad in agresija Ruske federacije, tukaj ni nobenega dvoma in to Kaj smo pa recimo znali. ruska manjšina tam, vemo, kaj se z njimi dogajalo, pa Res je, neupoštevanje minskih res je, sporazumov, res je, pojava super. neonacizma in podobnih zadev. Se mi zdi, da to Mhm. nekako z vrha Ja. Evropske unije to bilo vedno spregledano. Drži. Ne, tu se strinjam z vami in to je zelo primerna opazka. Jaz osebno menim, da je največja napaka Evropske unije bila v trenutku, ko je šla v navednicah za poroka v Minsk 1 in Minsk 2 dogovor. Takrat je namreč jasno bilo povedano, da bo Evropska unija nekako uspodbujala ukrajinsko oblast, da se bo ta sporazum izvedel in implementiral, pa ga ni. Torej, tukaj definitivno je krivda na strani Evropske unije in seveda dveh najmočnejših držav, ki so bile sopodpisnice tega sporazuma, to sta Nemčija in Francija. Ne. Tukaj seveda gre največji delež zamere, ampak še enkrat bi rad opozoril, popolni napad pravzaprav na drugo državo je pač nekaj, kar je nemogoče upravičiti. Ja. Mislim, da Kaj pa recimo bi morali Amerikanci, biti ki nekaj drugega napadajo dozvoljeni. Irak, pa Ja, Iran, pa drži. Afganistan, a ti si pa vse v redu, pa ni to neka dvoličnost svetovne Ne. politike. No, to sem hotel zdaj zaključiti, ko ste me ustavili. Torej, absolutno sem jaz ves čas govoril, da vsak napad od Iraka, ki ste ga omenili, 2-3 naprej, seveda, če nima avtorizacije, torej, če ni dovoljenja Varnostnega sveta Združenih narodov, ki edini lahko da dovoljenje za posredovanje, če te pravne podlage ni, potem so vsi ti napadi, ki ste jih prej naštevali, tako kot je Hitler napadel Poljsko 1939. Pač enostavno je to agresija, vojna brez pravne podlage in ne moreš to nikakor raztegniti pod neko kapo pa rekel, ja, tam je drugače, tam je pa to. Ne. Se strinjam, to, kar ste vi povedali, drži in jaz osebno menim, da smo kot mednarodna skupnost, vsaj tedaj, ko se Američani so se odločili namreč za napad na Irak, so nekatere evropske države zelo tako zadržano držajo mere. Če se bo se spomnili, recimo Nemčija ni želela vojakov takrat poslati, pa so nemški vojaki usposabljali v Jordaniji obrambne sile Iraka in podobno. Ne. Takrat smo znali biti drugačni od drugih in jaz mislim, da je to prav, da to politiko nadaljujemo. Skratka, oboje je nedovoljeno, nedopustno, ampak hotel sem zaključiti eno drugo zgodbo in to je, če seveda tam prepoznamo to vojno kot agresijo in še enkrat jaz mislim, da tukaj ni debate, nismo sposobni ali pa ne želimo tega istega prepoznati v primeru Gaze. Ne. Torej, tukaj gre, ne, da enostavno ta dvoličnost, ki ste sami izpostavili, ni sprejemljiva za mene in jaz trdim, da če nekdo pač nek zakon prekrši, ga prekrši, ne more zdaj reči, enega je bolj, drugega je manj, oba sta enako v narekovajih kriva. Je pa seveda en izgovor, ki ga ves čas poslušamo in jaz mislim, da ga ne bi smeli več uporabljati. Če je on to naredil, potem bom pa še jaz. Ne. To mislim, da ni prav. Zakaj? Zato, ker potem se zapletemo v anarhijo, zapletemo se v to, da zakoni ne veljajo in ko smo enkrat po tej poti, potem je kaos praktično pred vrati. No, pa ni recimo to dogajanje v Izraelu, torej med Izraelci pa med Palestinci, pa ne kaže, ni iz tega lepo razvidno, kdo obvladuje svet. Se strinjam. In ravno to je eden izmed očitkov tudi Ursuli von der Leyen. Ne vem, kako ste spremljali zdaj, ko so se vršila pogajanja, trgovinska sicer, med Evropsko unijo in ZDA. Ona je razglasila, da to je daleč najboljši, najkvalitetnejši dogovor, ki smo ga kadarkoli sklenili. Seveda pa tistih majhnih detajlov na koncu nihče ni izpostavil, pa seveda so v tem pogovoru. Recimo, eden izmed njih, za 750 milijard evrov se Evropska unija zavezuje kupiti od Američanov njihovih fosilnih goriv, nafte in plina. Še več, v nadaljevanju se zavezujemo k temu, da bomo kupovali njihovo orožje in tako dalje in tako naprej. Torej, jaz mislim, da bi morala Evropska unija in njena zunanja politika bolj odražati pravzaprav gospodarsko moč, ki jo imamo v naših državah. To pa pomeni, da bi morali nehati biti servilni, da se non-stop nekam priklanjamo. Eno lastno politiko bi mogli oblikovati, ki bi jo tudi potem zagovarjali in razvijali naprej. Recimo moja pobuda je bila, da dajmo za božjo voljo poiskati v države, in teh ni malo po svetu danes, s katerimi so Američani šli v dobesedno trgovinsko vojno,
In te države povabijo to sodelovanje z Evropsko unijo. Tudi one niso srečne, ne jih nekaj naštejem. Mehika, Kanada, Brazilija, Indija, Indonezija in ta seznam je zelo dolg. Torej, zakaj ne bi te države, ki imajo podoben izziv, če nežno besedo uporabljam, z Američani, da jih mi ne povabimo v tesnejše sodelovanje in z njimi podpišemo recimo poglobljene trgovinske sporazume in različne oblike sodelovanja. Koliko smo mi kot Evropska unija neodvisni, samostojni, bom rekel, oziroma odvisni od Združenih držav Amerike, glede na to, koliko vojakov je na tleh Evropske unije. Pa ne samo izpostavim Nemčijo, Italijo in podobno. Kakšen vpliv ima to na samo politiko Evropske unije? Morda vi to kaj občutite tam v Bruslu? Ta vpliv je izjemen. Ta vpliv je izjemen, pa ne gre samo za vojake, gre konec koncev tudi za to, kako najvišji predstavniki tako posameznih držav članic, kakor tudi v sami komisiji razmišljajo. Namreč nekako se ne moremo znebiti občutka, da se ves čas, bom zdaj rekel preprosto, gleda v Washington, kaj se tam prikima, potem se potem začnemo pogovarjati o Evropski uniji. Jaz mislim, da je to popolnoma zgrešena politika. Nihče nam nič v navednicah ne more v tem delu, da bi se ne postavili na lastne noge. Zaznavam pa, da seveda je bilo tudi v političnem smislu zelo velika cona udobja. To pa je, zakaj bi se mi matrali, če lahko nekdo drug. Ta logika ni prava. Jaz trdim, da seveda del odgovornosti za varnost definitivno mora Evropska unija prevzeti. Poudarjam pa, da popolna in samo oborožitev Evropske unije na povprek in na prvo žogo nikakor ne bo naredila nobene rešitve, ker vsi vemo, tudi zgodovina to izpričuje, da v bistvu gospodarska moč je tista, ki daje potem tudi moč v vojaškem smislu. Če te gospodarske moči ni, torej če ni proizvodnih kapacitet, če ni denarja, ki ga ustvari gospodarstvo, s katerim kasneje lahko razvijaš tudi obrambo, potem ta stvar ne bo šla daleč. In tukaj vidim največji izziv, namreč Draghijevo poročilo je že pred časom popolnoma jasno povedalo, kaj mora storiti Evropska unija, če želi biti konkurenčna. In mislim, da jih je 70 in več predlogov, zelo konkretnih predlogov, ki bi jih morala Evropska unija narediti, do zdaj bilo realiziranih 11. In to je tisto, kar mene tudi boli, in mislim, da je to točka tudi, kjer komisija enostavno dela ali prepočasi ali pa preprosto nekaterih stvari ne želi narediti. Kako smo recimo oddaljeni gospodarstvu, ko gledano, da bi spet imeli poceni energent, kot je bil ruski plin? Ker to je eden izmed tistih temeljev, zakaj evropsko gospodarstvo dejansko ni več konkurenčno na svetovnem trgu. No, seveda energenti so sigurno ene izmed točk, ki je delala lažje konkurenčnost evropskemu gospodarstvu. Lahko pa omenim še dve, ker smo tudi zaspali. Eno je inovativnost, torej absolutno premalo smo vlagali v inovacije in razvoj. Samo za občutek, da bomo lažje razumeli, Kitajska je vsa leta, zadnjih 20 let vlagala 4% BDP-ja v znanost in razvoj, Evropska unija pa manj kot 2%. In tu seveda se pozna nekje, enako velja tudi za Združene države Amerike. In druga stvar, ki smo postali manj konkurenčni, je, da je enostavno naša industrija ostala na nek način v nekem paralelnem svetu. Ko se ves svet dejansko prihaja z novimi produkti, z novimi idejami, mi ustrajamo na nekaterih, po moji oceni, tudi preživelih konceptih. In seveda tukaj bo potrebno zdaj nek prehod, ki ga seveda bo treba podpreti. Ne bo samo energija tista, je pa še ena stvar, ki jo tudi vedno bolj čutimo v Evropski uniji, to pa so tako imenovane redke zemljine oziroma minerali, katerih pač v Evropski uniji ni. In tukaj se kaže zdaj ta manko zunanje politike Evropske unije. Medtem ko Kitajska podpisuje dogovore po celi Afriki za te redke zemljine in minerale, nas nikjer ni. In spet to je ena velika težava. In namesto, da vso energijo, ki jo imamo v zunanji politiki, jo usmerjamo samo na vzhod, torej proti Rusiji, pozabljamo pa ves ostali svet, mislim, da ta politika je kratkovidna in nikakor ne bo rešila, prej sem že povedal, konkurenčnosti evropskega gospodarstva. Vemo, v medijih se ustvarja ta vojna histerija, Evropa se vse bolj oborožuje. Kako daleč smo od tretje velike vojne? Oziroma, jaz bi kar, to je moje mnenje, jaz mislim, da smo tam nekje malo pred leto, podobno kot leta 1914,
ko je samo še nek incident manjkal. Pa teh incidentov za začetek vojne je bilo kar precej. Gavrilov princip, Sarajevo, prva vojna, Ja. potem tisti Gleivic, druga svetovna vojna, Tonkinški zaliv, potem da so Amerikanci stopili v Vietnamsko vojno, pa potem je še bil tisti znameniti incident na Kitajskem, tisti most Marko Polo, ko so potem Ja. Japonci šli v vojno in takih incidentov je polno. A bi lahko rekli, da še nam samo tak incident manjka in potem smo v veliki vojni z Rusijo in njenimi zavezniki? No, jaz upam, da nismo tako blizu. Te incidente ste zelo lepo opisali. Zdaj, če sem malo, bom rekel, ciničen, Evropska unija se še ni oborožila, da bi bili na točki, kjer nam manjka samo še incident, ne. Se pa odpravljamo na to pot, to pa definitivno. Jaz sem proti temu, to jaz ves čas poudarjam. 850 milijard evrov, kolikor jih bo Evropska unija namenila za oborožitev, bi hudo ali pa bistveno bolj prav prišle za skladni regionalni razvoj, za vlaganje v znanost, tehnologijo in gospodarstvo, namesto v tanke, topove in letala. To je pod A, in pod B, jaz mislim, da politiki v Evropski uniji so postali neinovativni. Težko bi jim rekel voditelji, zaradi tega, ker voditelj zna delovati pomirjevalno, zna delovati na nek način realno v svetu in ne zganja histerije in panike. Tukaj se mi zdi pa, da imamo opravka z politiko, ki v glavnem dela pa ravno to. Ravno to, torej jaz recimo sem zgrožen na tem, ko berem v časopisih, da ta in ne vem, zadnjič je bil estonski general, predtem je bil finski general, potem je poljski general, ki nam govorijo točno to, kar vi pravite, torej mi smo z vojno z Rusijo že vstopili, govorijo, ne. Veste, jaz se sprašujem, kako je to sploh mogoče, kje je tukaj zdaj en normalen voditelj, ki bi te generale rekel, oprostite gospodje, umaknite se, to ni vaša naloga, to je naloga politike, ki vodi vojsko, ne pa vojska, ki vodi politiko, ker ko enkrat vojska vodi politiko, potem vemo, kje smo, ne. Skratka, tukaj vidim, da imamo manjko enega umirjenega, realnega vodenja, ki bi deloval pomiritveno, ne. Namreč, če bomo šli po tej poti, bo stvar skrajno tragična in izmerno pravim, čas za vojno, če bomo že hoteli in vztrajali na njej, še lahko vedno pride. Za nazaj bo pa vedno težje. Torej, mi gremo zdaj po eni poti, ki bo povratek zmeraj bolj manj mogoč. Zaradi tega potrebujemo danes res čisto drugačno razmišljanje. Kot sem prej povedal, jaz sem se pogovarjal recimo z veleposlanikom Kitajske pri Evropski uniji in sem mu jasno nakazal, da bi bilo zelo dobro, če bi tudi Kitajska odigrala svojo vlogo v smislu upravljanja konflikta med Evropsko unijo oziroma Ukrajino in Rusko federacijo na način, da se vseeno stvari malo normalizirajo. Pa še ena stvar, ki me moti, je tudi, da Evropska unija ves ta čas, zdaj že 3 leta, ne, vojne, nikoli ni poskušala se pogovarjati s Putinom. Še enkrat, diplomacija, veste, mora delati. Jaz nisem rekel, da to pomeni kakršnokoli kapitulacijo, ni daleč od tega. Ampak če ne damo niti možnosti, da bi neka komunikacija se vzpostavila, potem seveda se zdi vojna edina možnost. In jaz mislim, da je to narobe in da tega res ta trenutek ne potrebujemo. Torej, kaj sta se Putin pa Trump dogovorila na tistem srečanju na Aljaski? Imate morda informacije? Seveda, pravih informacij po mojem nima nihče razen njiju dveh, če sem malo ciničen, definitivno je pa nekaj jasno, ne. Združene države Amerike bodo pomagale, ampak ta pomoč bo po moji oceni vse počasi umikala, govorim zdaj za Ukrajino, kar pomeni, da se pričakuje vse večje breme na Evropi, ki bo morala zagotavljati vojaško pomoč. Torej, to je ena stvar. Druga stvar, jasno je, da Trump ne oziraje se kaj obljubljal. Spomniva se oba dva, da je govoril, da bo vojno končal, mislim, da v parih dneh, da iz tega ne bo nič. Torej, dejstvo je, da se bo morala Evropa v tem delu aktivirati in jaz čakam enkrat en predlog, da dajmo za božjo voljo sklicati en sestanek tudi s strani Evropske unije, da se usedemo za eno mizo pa začnemo vsaj pogovarjati. Sej, glejte, mogoče se ne bomo dogovorili prvi dan, mogoče se ne bomo nič dogovorili, ampak ne dati priložnost pogovorov, mislim, da je skrajno neresno. No in tretja stvar, ki se mi zdi pomembna, jaz mislim, da mora Evropska unija, kot sem že prej uvodoma povedal, iskati nove zaveznike. Zdaj na Združene države Amerike se v celoti več pač preprosto ne moremo zanašati in zato je potrebno poiskati tiste, ki imajo podobne izzive in jih nekako prepričati k temu, da med seboj sodelujemo v tem delu, da podelujemo pomiritveno, ne pa konfliktno.
Pa niso zdaj te, bom rekel, konkurenčne svetovne sile, geopolitične sile izkoristile to vojno v Ukrajini, da so dejansko Evropsko unijo Da. izrinile iz prve lige in jo porinile v drugo ligo. Bi lahko to tako razumeli? Se popolnoma strinjam. Evropska unija je bila tukaj skrajno naivna, po domače povedano. Dejstvo je, prej smo se že pogovarjali okrog energentov, ne, se pravi, ne oziraje se na vse, je dokler smo imeli dostop do ruskega plina in nafte, našemu gospodarstvu šlo lažje in bolje. Seveda zdaj alternative nismo nikoli iskali, morali bi jo že davno nazaj iskati, pa je nismo, ker je bila cona obdobja tako prijetna in zakaj bi, če nam ni treba. Druga stvar, seveda taka vojna na vratih Evropske unije pomeni ogromno finančno breme, to je popolnoma jasno. No in tretja stvar, ki se mi zdi pomembna, je, da naše gospodarstvo, ker seveda mora zdaj investirati hkrati v tri stvari, to je v drago energijo, B, v vojno v Ukrajini neposredno in C, v oboroževanje Evropske unije, to gospodarstvo postaja pač manj konkurenčno, plus zgodilo se nam je nekaj, kar nismo mogli recimo predvideti, pa bi se vseeno po mojem dalo vsaj do neke mere, da smo postali na globalnem trgu manj prepoznavni. Torej nekateri trgi se nam zapirajo, Združene države Amerike so to zaznale, postavljajo ovire še sami. In rezultat je jasen. Medtem ko je v ZDA gospodarska rast 3,8%, se je v Evropi gibla okrog odstotka in še to komaj. Torej stvar je alarmantna, če lahko tako rečem. In zato vztrajanje na tem, da še naprej idemo v vojno, da se še naprej oborožujemo, da še naprej zgubljamo v narekovajih sredstva, kjer bi jih bolj potrebovali, jaz mislim, da to je absolutno napačna smer. Kdo je razstrelil Severni tok? Zdaj že vemo, Severni tok so razstrelili Ukrajinci, tako da ta stvar je popolnoma jasna. Ampak na začetku so Ruse obtoževali, pa ne. Res je, res je. Zdaj, ko so pa Ukrajince dobili, je pa spet vse nekako tiho. No, saj to sem hotel. Zakaj le? Da. Glih to sem hotel nadaljevati, preden ste me ustavil. Torej, da, zdaj, ko vemo, da je to postoril Ukrajinec, bi seveda jaz pričakoval, da bodo izpeljani vsi postopki skladno s tem. Zaenkrat je čista tišina, popolnoma nihče se o tem nič ne pogovarja. Torej, jaz mislim, da Ukrajina je seveda v zelo težki situaciji, jaz to na nek način seveda tudi razumem. Oni nekako želijo Evropo spodbuditi, prepričati, da bi se aktivneje udeležila vojne. Ampak še enkrat, jaz mislim, da samo trmarjenje in korakanje vojne ne more biti rešitev. Mi moramo dati stvari na mizo, se začeti pogovarjati, kje so recimo tisti najnižji možni skupni imenovalci ene in druge strani, s čimer bi lahko ena ali druga stran živeli. To bi bila naloga pravzaprav Evropske unije, ne pa non-stop pozivanje k vojaški zmagi nad Rusko federacijo, ker roko na srce, tukaj smo pa lahko objektivni, kdo pa bo tisti, ki bo to izpeljal, veste. Eno je govoriti, drugo je narediti, pa tukaj ne govorim zdaj o vojaški opremi. O vojaško opremo lahko zaženemo in proizvedemo v skoraj zmerno kratkem času. Govorim o vojakih. Kdo od nas pa bo odkorakal na frontno črto in se šel boriti oziroma na koncu celo pustiti ubiti. To so stvari, veste, ki so malo bolj resne in zato sem jaz malo vznemirjen, da nekateri tako z lahkoto opletajo z nekaterimi idejami in nekateri so celo govorili, da bomo kar vojake pošiljali v Ukrajino. Mislim, to so stvari, ki so nedržavotvorne in popolnoma neresne. Ampak se kar stvari dogajajo po Evropi. Pred časom je bil objavljen članek v francoskih medijih, kjer so dejansko njihove bolnice dobile navodila, da morajo v roku enega leta pripraviti kapacitete za 50.000 ranjencev iz fronte. Vemo, da se tudi nekaj govori, da bi v Sloveniji gradili vojaške bolnice in podobne zadeve. Pa ne gre ta zadeva vse v to smer, da bo čez čas, bom rekel, nastala velika vojna. Glejte, če bo šlo še naprej v to smer, se to lahko seveda zgodi. Zdaj, tukaj smo pa državljanke in državljani. Zdaj, malo bom zdaj žleht. Ko sem na zadnje preveril, smo še vedno živeli v Evropi v demokraciji. Kaj to pomeni? To pomeni, da mi, volivke in volivci, državljanke in državljani, izbiramo oblastnike in jim nekako predamo moč upravljanja tudi z nami, če želite. Torej, jaz mislim, da bi morali ljudje biti na to pozorni. Torej, če bodo ljudje seveda še naprej nagrajevali in volili ljudi,
ki peljejo Evropo v vojno, potem je to verjetno neizbežno. Okolikor pa bodo ljudje bili jasni in artikulirani, da to za njih je nedopustno, je pravilno, da izberejo kakšno drugo oblast, ki bo seveda te stvari ustavila. Veste, v politiki, še enkrat, dokler sami lahko izberemo, je veliko, veliko odvisno od tega, kaj ljudje v resnici želijo in seveda ali so dovolj obveščeni ter dovolj, recimo temu, aktivni državljani, da potem to tudi speljejo. Tukaj mislim, da je ključ rešitve. Sami ste prej povedali, da je Ukrajincem nekako interes, da bi Evropo zvlekli v vojno. Pa ni potem to tudi njim interes, da bi lahko oni sami sprožili kako akcijo, ki je v kakšni NATO-vi državi, ki je na kakšnem oporišču NATO-vem in bi potem to pripisali, da so to Rusi naredili. To je neki incident, ko smo se prej pogovarjali, ki je bil bom rekel, Marko Polo most ali pa v zalivu in tako naprej. Če bi lahko kako tako operacijo Ukrajinci naredili, če že vidimo, da so Severni tok torpedirali. Bi se lahko kaj takega zgodilo, vi ste le obramboslovec, kako ocenjujete, kako tako potezo? Mislim, da je v vojni pravzaprav možno čisto vse, jaz ne bi zavračal nobenega možnega scenarija. Morda se bodo najini gledalke in gledalci spomnili leta 15 ladje Lusitania. To je bila ena ladja, ki je potovala med ZDA in Veliko Britanijo v času Prve svetovne vojne in je med drugim dostavljala tudi vojaško pomoč. Britancem je takrat trda predla in med drugim so naredili tudi to, da so namenoma izdali lokacijo te ladje, da so jo potem nemški podmornice potopile. In na ta način se je tudi javno mnenje v Združenih državah Amerike, ki je bilo izrazito proti vojni, potem spremenilo do toliko, da so potem 17. leta ZDA le vstopile v vojno na strani Antante. Torej, take stvari smo že doživeli v zgodovini. Kako se pred tem lahko zaščitimo? Edino na način, da smo seveda iskreni, da vsak incident natančno preiščemo in da ugotovimo, kdo so tiste osebe, ki so za to odgovorne. Če seveda tega ne bomo znali storiti, se nam lahko marsikaj zgodi. In pa še nekaj, potrebno bo ohraniti hladne živce. Jaz verjamem, da pojav dronov marsikoga vznemirja, da tudi konec koncev preleti zračnega prostora nekaterih evropskih držav seveda vznemirjajo in tukaj ni nobene, bom rekel, možnosti, da bi rekli, da je to v redu, to nikakor ni v redu, vendar dajmo biti vsekakor zelo preudarni pri reciprociteti, torej proti ukrepom, ki bodo sledili temu. Ali je, mislim, trdim, da nismo, nekateri pa želijo to pač relativizirati, ali smo že na točki, ko recimo, ne vem, se strelimo letalo Ruske federacije, ki vstopi v zračni prostor dol. Ali smo že tam? Jaz trdim, da ne in želim si, da se ne bi prehiteli samega sebe v tem delu, ker kot sem že rekel, ko enkrat prideš čez tako imenovano točko preloma, je zelo težko iti nazaj. Zelo težko. In to je potem, kakor vrtinski te vleče na dno. Torej, res bi predlagal skrajno mirno ravnanje, skrajno preudarno ravnanje in še enkrat se bom vrnil, jaz bi vseeno poskušal vzpostaviti vsaj minimalne, neformalne, kakršnekoli že stike s Kremljem, ker veste, ne moremo non-stop samo vztrajati na trmi, ker vidimo, kam nas je ta že pripeljala in se bojim, da nas lahko pripelje še bistveno globlje v probleme. Gospod Prebilič, kaj bi se z vami zgodilo, če bi vi šli sedaj na mirovno misijo v Moskvo? Dobro vprašanje. Ne vem, zdaj, mislim, jaz, če bi imel to možnost in priložnost, bi definitivno šel. Zato, ker mislim, da je, kot sem rekel, prav je in politika ima to nalogo, da... Ne bi vas mediji linčali, pa mogoče kakšni kolegi tam v parlamentu. Sigurno, ne, v parlamentu bi dosegli kak linč evropskih ali pa svetovnih razsežnosti. Po mojem, ja. Putin plačanec in ne vem. Ja, sigurno. Sigurno bi letele takšne ali drugačne opaske, se že letijo. Jaz vam lahko dam en primer. Jaz sem eden redkih poslancev, 720, ki se redno sestajam tudi z kitajskim zunanjim veleposlanikom Kitajske v Bruslu in so mi začeli že moji kolegi, zakaj si pa kolaborant, zakaj pa, sem rekel, čakajte, dajmo se pomiriti, kakšen kolaborant, o čem se pogovarjamo, pa ne moreš, Kitajci so pa vsi taki in taki, sem rekel, čakajte, to je pa res tako kratkovidno videnje, da ne moreš verjeti, Ja, veste, zdaj, mi se gremo tukaj malo enega
znoja v savani. Ne? Glavo damo v pesek, pa se delamo, da sveta okrog nas ni. Ne? Seveda svet okrog nas je, ta svet gre naprej, ta svet komunicira med sabo, da če se mi dajemo v avt ali pa v avto gol, če želite, potem je to predvsem naš problem. Svet se bo pač odvil dalje, brez nas. Tako kot se je zgodilo tudi v tem primeru. Veste? Mi se nismo želeli pogovarjati z Putinom, pa se je pogovarjal Trump. Ko se je pa Trump pogovarjal, smo bili pa mi nesrečni, ker se je nekaj zmenil mimo nas. To je malo otročje ravnanje na neki točki. Tako da jaz res mislim, no, da moramo malo drugačno. Prej smo se pač pogovarjali glede teh zadev, če bo prišlo do nekega incidenta, če bomo potem res dobili informacije, ko bomo vedeli, kaj se je zgodilo, pa lahko mi tem našim vladajočim zaupamo, da bodo res zadevo preiskali in nam dali prave informacije, kajti Severni tok nekako kaže, da ni za pričakovati, da bomo dobili prave in resnične podatke. No, zdaj pri Severnem toku, ne v zagovor, ampak v dejstvo, smo le dobili na koncu ime in priimek osebe, ki je to storila, oziroma cela ekipa je bila potem razkrinkana. Ta ekipa je bila več potapljačev, tudi ena punca je bila med njimi, in tudi oni so se infiltrirali v Nemčijo in tam potem delovali. Tako da v bistvu v tem delu se lahko, recimo rečem, zanesem na te podatke, ker niso bili prijetni za nobeno stran, tudi za nemško ne, da se ti to zgodi praktično na tvojemu pragu in potem debel gledaš, to je res nenavadno. Zdaj, seveda, vse je odvisno od zrelosti političnih elit, koliko so poštene, koliko so iskrene in tako naprej. Je pa to spet tudi naloga medijev, to moram povedati, mediji tukaj lahko zelo pomembno vlogo odigrate in vršite določen pritisk potem, ko se neka informacija zgodi in se skozi spremlja in se opozarja, ali smo se premaknili naprej, nismo, zakaj? Ves čas isto, ker se mi zdi, da trenutna politika je bolj taka, pustite nas v primeru, mi bomo že opravili svoje, pa ne nas posebej nadlegovati. Ta drža seveda ni prava in kot sem rekel, tukaj gre za aktivno državljanstvo, B, aktivacijo medijev, C, iskanje odgovorov. Ne morem reči že vnaprej, da bodo karkoli prikrivali, ker teh dokazov nimam. Si pa ne želim, da se bi res zgodilo to, kar ste se sami prej omenili, torej, da bi šele leta kasneje izvedeli, tako kot recimo v sarajevskem atentatu, da se je ta zgodil v bistvu z tihim strinjanjem tudi nekaterih v tedajni državi. Se pravi, da je tisti avto se točno na tisti točki znajdel, ni bil naključje. In da je Gavrilo Princip vedel, kje se bodo znajdli, tudi ni bil naključje. Ne želim si, da bi tako politiko imeli v sodobnem času, ker to je lahko pogubna politika. No, ena izmed tem je tudi vedno večji nadzor po Evropski uniji, pa ena izmed tem, ki je sedaj tudi pri vas, aktualna je tudi ta chat control. Torej, da bi lahko kontrolirali vse te telegrame, signale in podobne zadeve. Morda kakšno je mnenje glede tega iz vaše strani? No, jaz sem absolutno, in še enkrat poudarjam besedo, absolutno proti taki možnosti. Ne glede na to, kako plemeniti naj bi razlogi bili, da se tak nadzor vzpostavlja, jaz mislim, da to je popolnoma nedopustno. Namreč tudi svojim študentom vedno znova razlagam. Veste, ko neka oblast pride z idejo, odpovejte se delu svojih človekovih pravic, pa vas bomo lažje zaščitili. To je trenutek, ko nas mora vse biti hudičevo strah. Namreč oblast, katerakoli, pustimo zdaj Slovenijo, ampak velja pa za vse, ima eno značilnost in to je, da zelo rada, če ima to možnost, izvaja nadzor nad svojimi prebivalci in jih kontrolira tako in drugače. In seveda, zakaj izvaja nadzor? Ker lahko potem tudi vpliva na nje. To je temeljni razlog. In seveda to je potem konec demokracije. Proti temu smo se vsi borili, da tisti, ki je na oblasti, ne bo imel teh vzvodov nad ljudmi in da bodo ti lahko še vedno svobodno izražali svojo tako ali drugačno pripadnost, usmerjenost, razmišljanje in tako naprej. No, to, kar zdaj poslušamo, je totalni odmik od tega. In še enkrat, zakaj sem poudaril plemenite namene, ker v tem primeru Danska kot predsedujoča država to pelje naprej oziroma želi, da bi ta stvar se vzpostavila, razlaga otroško pornografijo kot tisto, ki bi jo na ta način lahko zatrli. Glejte, jaz trdim, absolutno se je treba proti otroški pornografiji boriti z vsemi sredstvi.
ampak gre za nesorazmeren ukrep, ki bi lahko omogočal tako in drugačno kontrolo ljudi, to pa potem izpodkoplje samo demokracijo kot osnovo našega načina življenja. Torej, tukaj res gre za zelo, zelo drzen predlog. Jaz upam, da bomo imeli to večino, zdaj kar sem pogledal med nami, slovenskimi poslanci, večina smo proti, ampak vendar, nas je samo 9. Jaz upam, no, da bodo tudi države članice, torej vlade, tiste, ki bodo rekli temu ne in ne bodo potiskale naprej tega predloga, ampak to, če bi bilo to sprejeto, potem je to zelo, zelo nevarna stvar in ne zasluži podpore nikako. Rekli ste, da je večina poslancev proti temu, naših slovenskih. Tako. Kdo je pa za? Jaz sem, kolikor sem iz javno dostopnih podatkov razumel, jih je 6 tistih, ki so že smo totalno jasno izrazili svoje stališče. 3 tega stališča še niso izrazili, tako da zdaj ne vem, ali so za ali so proti, niso bili pa jasni pri tem, kako bodo, če bodo tega prišlo, tudi glasovali. No, prej sem vas vprašal glede glasovanja nezaupnici gospe von der Leyen, kako boste glasovali? Proti. Torej, jaz sem za to, pa sem proti, za razrešitev oziroma proti njej. Torej, jaz mislim, da ta komisija ne more nasloviti vseh problemov in izzivov, s katerimi se ukvarjamo, da je boljše na začetku narediti res, kot zdaj še 4 leta gledati neko dosti nekreativno politiko, celo škodljivo politiko, to, da jaz bom absolutno nezaupnico podprl in videli bomo, kako se bodo stvari končale. In kakšna je, torej, a bo uspela ta nezaupnica? Torej, kakšni so izgledi za uspeh te nezaupnice? Kaj se tam v teh kuloarjih, kaj govori? Bo šlo 40% ali ne? Drži. Zdaj stvar se, bomo rekel, kar nagiba, da bi bila dosti realna šansa, da se zgodi tudi menjava. Namreč poslanske skupine, ki nekako poskušajo, kako ćem temu reči, disciplinirati, težka beseda, svetovati svojim poslankam in poslancem, kako ne glasujejo, počasi v tem delu izgubljajo ta vpliv. Konkretno v naši poslanski skupini smo popolnoma razdeljeni in enostavno smo na točki, kjer vpliv vodilnih v poslanski skupini je nepomemben. Zdaj, kako se bo v ostalih poslanskih skupinah stvar zgodila, težko napovedati, ampak imam pa občutek, da na zadnjem glasovanju je zmanjkalo 40 glasov, od 720, da bi se zgodil padec komisije. Jaz mislim, da bi tokrat se lahko to celo zgodilo. In še nekaj moram povedati, nenehno poslušamo argument, ja, veste, če bo pa komisija padla, potem bo pa vse narobe. Mislim, lepo vas prosim, že zdaj je vse narobe, pod A in pod B. Jaz mislim, da v demokracijah so čisto vsi posamezniki, ali pa smo posamezniki zamenljivi, torej mi ne moramo zdaj biti talci ene osebe, vseh 420 milijonov, ker če na to pristanemo, potem se spet lahko vprašamo o tem, ali demokracija še vedno funkcionira. Torej, ta argument za mene ni noben argument. Se že kaj govori, kdo bi jo lahko nadomestil? Šepeta se, med drugim se je že in se še vedno omenja tudi hrvaški premier. Če gremo sedaj na domači politični parket, drugo leto spomladi so volitve, pri nas je že predvolilna kampanja v polnem teku. Tukaj vidimo na levi strani gospoda Goloba, ki je začel predvolilno kampanjo za svojo poroko. Kako se vam zdi to vrstna volilna kampanja? No, vsak si sam izbere, kako bo pravzaprav vstopil v volilno kampanjo in verjetno so njemu tako svetovali. Sam osebno mislim, da to meni ni blizu, takšen način ni blizu. Jaz bi si želel predvsem argumentov in pa soočanje le-teh, torej da vidimo kako in kaj. Menim pa, in to je bil tudi eden izmed vzgibov, ker dostikrat me ljudje sprašujejo, je za božjo voljo, zakaj bi pa prišel nazaj v Slovenijo, zdaj vse ti ni nič slabega v Bruslju. Mislim, da v teh 3 letih in pol, kolikor smo to vlado imeli, bi bilo lahko storjenega bistveno več. Moralo bi biti izpeljanega tudi bistveno več, kar se tiče sprememb, nekateri govorijo o reformah. Nenazadnje se mi zdi, da je res nenavadno, da ob pravzaprav zelo nizki stopnji brezposelnosti, kar je super seveda, dosegamo nizko gospodarsko rast in izjemno potrošnjo
v javnofinančnem pogledu. Tukaj seveda, da imamo mi danes 2 milijarde in bo še večja luknja, kot sem že prej povedal, v dobrih pogojih, kaj šele, ti pogoji ne bodo tako dobri, se mi zdi, da je to stvar, ki nas mora skrbeti in pričakoval bi malo bolj preudarno, premišljeno politiko, mogoče manj obljub, več dejanj in skratka neko bolj dostojno. Jaz temu rečem, tako včasih dolgočasno politiko. Zakaj dolgočasno? Pa ne v tem smislu, da nisi aktiven, daleč od tega. Ampak politiko, ki ne bi bila dnevna, ker veste, ljudje moramo svoje življenja voditi, ustvarjati, hoditi v službo in tako naprej, ne se pa vsak dan trest, kakšna bo nova stvar, ki jo bomo zvečer videli na poročilih. Ta politika je stresna politika, ta politika tudi odganja investicije, ta politika upočasnjuje gospodarsko rast in še marsikaj. In te stvari mislim, da so zelo problematične in to so razlogi, zakaj sem se odločil. Mene druga stvar zanima. Ja. Mislim, da se že 30 let na volitvah vedno gre ena ta ista zgodba kot tista lajna. Ali si za ali si pa proti Janši. Zdaj se bomo začeli enkrat o vsebinah pogovarjati, ne pa to, kdo je za ali pa proti Janši. Kdaj bomo nekako mi slovenski volilke in volilci torej dobili ene take volitve, ko bodo vsebinske volitve? No. Zdaj imamo ponovno priložnost, da bi se kaj takšnega zgodilo. Jaz upam, da bomo dali to vsebino na mizo in se o njej pogovarjali bistveno več, kot smo se kdajkoli prej. Vsaj sam se mislim o tem pogovarjati. Neko tekmovanje, in to lahko zagotovim, neko tekmovanje v smislu kritiziranja drugega, kazanja s prstom na drugega, to mene ta trenutek ne zanima. Potrebno je, kot ste pravilno ugotovili, povedati, kaj lahko več naredimo v danih okoliščinah. In jaz mislim, da je mnogo tega, kar se lahko naredi. Prej sem se recimo dotaknil nekaterih zadev. Ena izmed njih je recimo črpanje evropskih sredstev. Nenazadnje se pogovarja o vzhodni kohezijski regiji, ki še vedno krepko zaostaja za zahodno in kje je še do evropskega povprečja. Torej, dajmo se o tem pogovarjati, kako spremeniti način dela ministrstva oziroma Agencije za kohezijsko politiko, da bi hitreje, učinkoviteje realizirali sredstva. Meni je to nenormalno. Mi smo od 27 držav članic zadnja država pri koriščenju evropskih sredstev in to se mi zdi res nekako čudno. Ob tem seveda, da ves čas govorimo, kako nam manjka nekih priložnosti, kjer nam manjka tudi denar za lokalno samoupravo, kjer bi lahko tudi županje in župani bistveno hitreje nekatere projekte speljali, če bi ta denar seveda v Slovenijo prišel. Tako da, ja, se strinjam z vami, dajmo vsebino na mizo in se pogovarjamo raje o tem. Morda vaš komentar te hišne preiskave pri gospodu Hojsu, bivšemu ministru. Kako to kaj komentirate? In potem seveda ves ta medijski cirkus, ko že zjutraj so novinari vsi tam, kako je lahko potem tu neko strokovno policijsko delo? Ne, se strinjam. Meni se zdi še najbolj nenavadno to, da je ta stvar stara, če sem prav iz medijev videl, 4 leta. Se pravi, gre za nek dogodek iz leta 2021. Kje pa so bili vsi ti ljudje vmes? Mislim, ne vem, to je tisto, kar meni najprej pade v prvi plan. Jaz mislim, da seveda bi morala policija biti dejansko bistveno bolj samostojna pri upravljanju svojih nalog. Politika bi se mogla od nje distancirati. Žal, vsaj osebno se mi zdi, da temu ni tako nikoli, da se vedno znova ali ena ali druga stran vpleta v njihovo delo in vpliva na njih. To je slabo in ustvarja se občutek, in saj jaz nisem verjetno edini v državi, da zakoni za ene veljajo, za druge manj. Nenazadnje imamo zdaj, mislim, da tožbo, ker so sploh, bom rekel, presedan, tožbo KPK. Se pravi, mislim, da SDH toži KPK, pa mislim, da celo gospod Črnčec toži KPK, ker so izvajali svoje delo. Mislim, jaz enostavno ne razumem teh stvari. To je popolno sesuvanje pravzaprav zaupanja v to, da v naši državi zakoni res veljajo in da nihče ni nedotakljiv pred zakonom. To mislim, da tisto, kar najbolj skrbi. Ampak, če za gospoda Hojsa, direktno, on je bil v času korona krize notranji minister, vemo takrat, da se nekako država ni držala zakonodaje, bom rekel, vladala je preko odlokov, pa bi pričakoval, da bi policija, če ga že preiskovala zaradi takrat tistih stvari, ampak očitno pa to ne levi, ne desni politiki ni v interesi. Ali kako bi vi to kaj komentirali?
Vse kaže na tako, kot ste zdaj povedali. Jaz tudi sam imam zelo mešane občutke v zvezi s tem. Zdaj moram biti pošten, mislim, da gre v primeru preiskave pri gospodu Hojsu so strani specializiranega državnega tožilstva, ne direktno policije, ampak ne glede, gre za represivni organ. Kot sem rekel, jaz mislim, da je vse skupaj zelo, zelo nenavadno in si tega ne želim. Se pa kaže nekaj. Zadnjič sem bil v tem mednarodnem obrtnem sejmu v Celju in so pokazali, veste, tisto zaupanje, ki ga merimo v Sloveniji v institucije, v nekatere sisteme. In zelo, zelo žalostno je bilo videti, da je recimo policija, ki je imela tradicionalno kar velik ugled med Slovenkami in Slovenci, v zadnjem času izjemno izgubila v zaupanju. Tudi vojska, recimo, izjemno izgubila v zaupanju. Veste, kje je danes policija najbolj uspešna? Ne. V prometu, po kazni udeležence. Tam je najbolj uspešna. To se strinjam. Nažalost. Ja, mislim, da je škoda, se pravim, da se tako sistem uničuje. Ne moramo policistov kriviti za to, ker oni pač, jaz še vedno verjamem, da večina njih svoje delo Jaz želi. ne krivim, daleč od tega. Poznam dosti policajev in vidim, da jim je težko, ker bi marsikatere zvezane roke. Tako, to sem hotel. Se zelo strinjam. Treba pogovarjati, če čemu, da bo boljše. Se strinjam. In tukaj je tista politika, ki bi morala pravzaprav to integriteto sistema zaščititi, ne pa da ga spodkupuje. Tukaj vidim jaz en velik problem. Torej, vi se odpravljate na parlamentarne volitve, če se ne motim. Morda zakaj prihajate v to obmetavanje z blatom v Slovenijo, ki vas bo zdaj čakalo vse do volitev? Ja, zdaj vem, da se bodo gledalke in gledalci, ko bodo gledali najmanj pogovor, nasmehani ob tem, kar bom zdaj povedal, pa bom vseeno povedal, kar je tako, kot čutim. Dejansko, ko se vračam domov iz Bruslja, veste, in dosti tudi turistov prihajajo v Slovenijo, potem se vsi nagnetejo, ko se čez karavanke letalo spusti, se vsi na okna nagnetejo, pa slikajo dol, pa reče, kako lepa država, kako lepo, in potem se vsi pogovarjajo o tej naši lepi Sloveniji. Jaz mislim, da si Slovenija preprosto zasluži drugačen način vodenja. To, kar gledamo danes, je neučinkovito vodenje, je kaotično vodenje. Zdi se, da smo politiko pravzaprav spremenili malo bom uporabil težko besedo, ampak vendar v nek cirkus, na neke naslovnice se hočemo spraviti vsak način. In kot sem rekel, to je tisto, kar politika ne bi smela početi. Recimo, jaz sem doktoriral z področja logistike, sicer vojaške, in jaz sem si zmeraj zapomnil en stavek, ki sem ga prebral, ko sem analiziral te vire, in to je bil, ko se o logistiki začnemo pogovarjati, potem je to težava. Potem očitno ni upravljala svoje naloge, ničesar ni bilo in potem smo vsi slabe volje. Dokler ona funkcionira, vedno, mleko je v trgovini, kruh je pečen, mi imamo vse poštimano in smo vsi zadovoljni in srečni. S politiko je popolnoma enako. Politika bi morala biti v ozadju. Ona bi morala ustvarjati okolje, spoštljivo, dostojanstveno in se pojavljati tam, kjer je to potrebno. Ne pa, da se sili vedno znova v spredje in da se vedno znova ljudi iritira. In kot sem rekel, jaz sem imel to izkušnjo, ko sem takrat privabljal v Slovenijo japonske investitorje, ki so tudi potem gradili v Kočevju, ogromna investicija. In takrat mi je ostalo spomin, ko sem govoril z šefom njihove uprave. Je rekel, poglejte, mi smo zdaj pred tem, da bomo tovarno začeli graditi pri vas, pa me sem nekaj zanima. Sem rekel, izvolite. Rekel, veste, mi vi povejte, a boste vi čez 2 leti ponovno kandidirali za župana. Sem rekel, ampak gospod direktor, kaj ima to veze? Vi boste začeli firmo, pa bo še šlo naprej. Je rekel, ne, gledajte, mi rabimo predvidljivo okolje. Mi ne želimo, da se nekaj spremeni, zgodi in potem pride nov človek, vse skupaj zmenira, spremeni davke, spremeni pogoje. Sem rekel, to mi ne rabimo. Mi rabimo mir, sam mir rabimo. Mi rabimo vedeti, koliko davkov bomo mogli plačati, pod kakšnimi pogoji bomo gradili, kdaj bomo dobili gradbeno dovoljenje. Rekel, sam mi to rabimo. Mi rabimo politiko miru, v navednicah, da se lahko mi vsi ostali ukvarjamo s core biznisom, to pa je svojo proizvodno. Ne pa, da tekamo od enih vrat do drugih in se prepiramo in ne prepiramo, dobimo, ne dobimo obrazce, dovoljenja in tako naprej. To je za nas nestimulativno investicijsko okolje. In to se dogaja v Sloveniji. 11 mest je Slovenija izgubila na lestvici konkurenčnosti. In eden izmed razlogov je točno to. Ta neskončna nepredvidljivost. In resno, jaz želim ponuditi v izbiro drugačno, umirjeno, dostojanstveno, spoštljivo politiko, ne pa arogantne, ki jo gledamo danes. In še nekaj, naučil sem se tudi kot župan,
da je treba dostikrat poslušati, preden kaj poveš in ne skozi samo povedati. Namreč ljudje, veste, nimajo vedno slabih idej. Ljudje imajo lahko dosti, ne imajo lahko, veliko krat imajo tudi kaj prav. In ni nič narobe, če ti kot vodja priznaš in rečeš, ja, lejte, to je pa res ena dobra stvar, dajmo jo skupaj narediti, pa bo za vse dobro. Nobenemu ne bo krona z glave padla, če kdaj pove, da česa ne zna. Sej nihče vsega ne zna na tem svetu. Torej, na ta način, no, bi mislim, da morali mi upravljati sebe in državo in bi bilo vsem nam lahko bistveno lažje. Torej, naslednji korak je dejansko ustanovitev stranke. Kdaj boste to izvedli in kje? Izvedli ga bomo 15. oktobra, torej čez dobrih 14 dni. Izvedli ga bomo v Kočevju, čeprav so se spet vsi namrdali, ja, kaj v Kočevju, bo sem rekel, ja, so rekli, ne bi rajši v Ljubljani, ne, sem rekel, poglejte, meni je Kočevje dalo priložnost, najprej, da sem končal osnovno šolo, da sem naredil gimnazijo, da sem v bistvu se izšolal in dalo mi je tudi šanso, da sem se lahko vključil v politiko, sicer lokalno. Torej, jaz mislim, da je prav, daj tudi kaj vrniti nazaj, ne skozi samo jemati. In ko sem prej povedal, ko ste me sprašvali zaradi tega, da prihajam nazaj, Slovenija mi je tudi dala priložnost. In jaz mislim, da je prav ponuditi tisto, kar si se naučil, nekaj tega je, da lahko s tem kaj storiš tudi dobrega za državo, v kateri živiš. Torej bo kongres v Kočevju in ne ob tej priložnosti vse tiste, ki jih mogoče ta moj način razmišljanja zanima ali se jim zdi zanimiv oziroma bi ga mogoče podprli, da se nam na tem kongresu pridružijo. Vsi so več kot dobrodošli. V katero smer bo šel program, bolj levo, bolj desno, bolj na sredino? Kam bo vaš? Glede na to, zdaj ste med zelenimi, bo mogoče kaj bolj zelenega. V katero smer se bo vaš program? Moj program bi lahko poimenoval Center rahlo levo. In sicer zakaj je temu tako? Menim, da je socialna država seveda še vedno neka norma, od katere ne bomo odstopili. Hkrati pa menim tudi, da smo vsem tem iskanju, kaj vse in na kakšen način smo že storili za socialno državo, mogoče pozabili na tiste, ki delajo. Torej, jaz mislim, da delo pač enostavno mora ponovno postati vrednota, da ljudje, ki hodijo v službo, morajo živeti neko dostojno, normalno življenje od lastnega dela, katerega vložijo v to. Menim, da je potrebno tudi biti malo bolj drzen v zunanji politiki, torej kdaj znati reči tudi ne. Lahko primer dam, premier Sanchez, ne oziraje si, kaj si mislimo o Španiji in morda njem osebno, je bil pravzaprav edini politik, ki je zmogel toliko poguma, da je takrat od tistih 5% razprave rekel, mi pa tega pač ne bomo naredili. In kaj? In kaj se je zgodilo? Nič se ni zgodilo. Torej, malo bolj jasna zunanja politika in pa predvsem večja dostojanstvenost, manj arogance, večje poslušanje, predvsem pa se nečesa zavedam. Mislim, da Slovenija si lahko privošči določeno število različnih stvari, ampak pod pogojem, da jih ustvari. Torej, potrebujemo delujoče, sodobno, kvalitetno gospodarstvo in zato moramo ustvariti tudi primerno okolje. Jaz mislim, da to znamo, zmoremo, samo malo bolj se bo treba okrog tega poslušati. Vendar, kot sem rekel, tudi razbremenitev gospodarstva ne mora ali pa ne sme iti v tej smeri, da bi spodkopali stabilnost javnih sistemov, predvsem imamo v mislih javno šolstvo, javno zdravstvo, kjer seveda te sisteme potrebujemo, ker ti sistemi preprečujejo, da bi se neenakosti v družbi lahko še bistveno poglobile in neenakosti praviloma vodijo samo konflikte. Kaj pa recimo demografija? Če bo šlo tako naprej, bomo čez 100 let manjšina v naši Sloveniji ali pa nasploh ne bo več. Se strinjam. Demografija absolutno je ogromen izziv. Jaz mislim, da v tem delu moramo razmišljati o 3 stvareh. Prvič, da mladim stanovanjsko vprašanje smo že naslovili, ampak ga nismo še tudi izvedli. Jaz bi si želel, da bi ta vlada na koncu več dostavila, kakor je. Sam ocenjujem, da se je mogoče malo narobe lotila v tem delu, ker stanovanja vlada težko gradi. Če bi si pa pomagala z občinami, bi bilo pa to bistveno lažje. Ali če sem zelo neposreden, če bi nekdo danes rekel županom, poglejte, 100 milijonov evrov imate na razpolago, pa dajte vi graditi stanovanje, mi bomo pa to plačali, bi bilo mogoče že pol tega zgrajenega.
pa pač ni. Vlada mogoče tukaj malo preveč nastopa na ta aroganten način, v smislu, mi vam bomo povedali, kakor da drugih v Sloveniji ni. Stanovanjska problematika po točko A, po točko B, jaz mislim, da bi morali dati tudi več možnosti mladim na področju štipendiranja in pa še dodatnega izobraževanja, v smislu, da razumejo, da jim Slovenija res stoji ob strani. Danes imate kar nekaj, ne nekaj, mnogo primerov, kjer s štipendijami se komaj da prebijajo praktično, zlasti velja to za študente, skozi mesece, in jaz mislim, da je to napaka. Jaz mislim, da bi bilo prav, da se jih dodatno podpre, konec koncev se nas vedno polna usta, da na mladih svet stoji, ne. Potem pa, ko je treba nekaj storiti, pa imamo težave okrog tega. Tudi na področju gradnje študentskih domov nismo napredovali, žal popolnoma nikamor, ne. Še vedno so študenti in družine potisnjene v težke težave, ko si iščejo stanovanja, bodisi v Ljubljani, Mariboru ali kje drugje. In pa nenazadnje, jaz mislim, da bi morali delodajalce nagrajevati, da tisti, ki jemljejo mlade ljudi k sebi v delo z nekimi davčnimi spodbudami, da si lahko mladi hitreje stopijo na trg dela in hkrati s tem tudi v zaposlitev, ker tukaj mislim, da je potem lahko prihodnost. Če bomo dobre pogoje vzpostavili za življenje, bo vsem nam tudi bistveno lažje. Sami ste rekli pogoje. Kaj pa, če bi zvečer po 8 uri imeli redukcijo elektrike, da ne bi delovali vse te mobilne naprave, pa televizije, pa to, pa bi morda se pari malo več posvetili drug drugemu in bi morda potem bilo kaj več otrok med nami. Kaj pa ta varianta? Malo v hecu, seveda. Seveda, ne, se strinjam, veste, v katerem delu se strinjam z vami. Dejansko, dobro, tukaj lahko nase vzamem en del, ker imam dve punce, prej sem že rekel, ne, stari 20 pa 17 let, sicer ena ima že fanta, če se lahko malo pohvalim, ampak kakorkoli. Vidim, no, da mladi s tem, ko jih po mojem primeru jih premalo usmerjamo v neko kreativnost, premalo jih usmerjamo tudi v neko socializacijo, oziroma bo drugače, bom grob, no. Vse preveč manjkamo starši pri vzgoji in mislim, da je to napačno, no. Veste, telefoni, računalniki in vse ostalo lahko in seveda bo okrog nas tega in to je nemogoče umakniti, ampak si vzeti malo več časa, se z njimi tudi pogovoriti o nekaterih stvareh, se podružiti, razlagati stvari. To so stvari, ki nam kot staršem na nek način pripadajo in jih moramo izpeljati. Če jih ne bomo, pač bo tako, kot je. Torej, jaz mislim, no, da tudi pri vzgoji bi lahko bili malo bolj, kaj če temu reči, manj prijateljski, ker veste, starš, jaz mislim, da prijatelj ne more biti otrok, starš je starš, prijatelje si mora poiskati drugod. In to se zanimivo vidi tudi na lestvicah, recimo zadnjič sem kaj gledal v Evropskem parlamentu, kdaj se recimo mladi odselijo od doma, ne. Danci, recimo danski mlajši se odselijo od doma nekje pri 21. letu in to je to, ne. Potem Skandinavci se nekje v povprečju gibljejo nekje 25. leta, v glavnem ljudje gredo iz svojih, se pravi, matičnih družin. V Sloveniji se ta številka zdaj pomika že proti 30. letu, ne. Torej, to mislim, da ni dobro, ne, mladim je treba seveda pomagati, absolutno, morajo pa biti samostojne, izdelane osebe, to bodo pa takrat, ko bodo imeli možnost prevzemanja tudi odgovornosti. Mislim, da jih moramo tega naučiti starši, no. Čas nam je že počasi potekel, pa še zadnje vprašanje za ta najin pogovor. Volitve na spomlad, kakšen je vaš cilj? Kakšen je rezultat na teh volitvah? Koliko procentov, če tako enostavno lahko morda izrazite to vaš cilj na teh volitvah? No, jaz mislim, da če bi zdaj se midva oba spomnila na enega gospoda, ki je rekel, na volitve gremo zato, da zmagamo, ne. Mislim, da je bil to gospod Oman. Vsak vstopa v to zgodbo s tem namenom. Jaz osebno mislim, da bi bil zelo vesel in zadovoljen, če bi na levem delu, torej v tem drugem delu, dosegli neko številko, ki bi bila dobra. Jaz imam v mislih recimo tam na 10% plus, ne. Ne vem, bomo videli, do kje lahko pridemo, ampak saj veste, to je težko napovedovati, volivke in volivci bodo na koncu imeli zadnjo in tako je tudi prav. Jaz bom spoštoval sleherno odločitev. Moja naloga, bolj kot s procenti, je, da se ukvarjam o tem, da bom čim bolj jasno ljudem ponudil svoje stališče in argumente. Če bom pri tem prepričljiv, bodo oni ocenili, ampak jaz se moram pa potruditi, da ta možnost bo. Kako bo pa potem naprej, bodo pa oni videli, ampak saj veste, v demokraciji je tako. To, kar izvoliš, to potem to imaš. In
To ne bo recimo nek napotek, ko bomo vsi mi šli voliti zelo kmalu, pravzaprav čez 6 mesecev, ne. Dajmo premisliti o tem, kakšen način vladanja, kje se vidimo, kakšno Slovenijo si želimo. Dajmo si vzeti teh nekaj minut pa premisliti, ker so stvari lahko skrajno resne, če se bomo ne angažirali, ne. Se pravi, jaz bi si res želel, da ljudje res volijo, ker veste, to, da imamo danes volilno pravico, se nam zdi samo po sebi umevno, ampak ni bilo včasih tako, težko se je bilo do tega priboriti in mislim, da je prav, da jo potem tudi izvajamo. In drugo, prav je tudi, ker gre za Slovenijo, ne nazadnje, da si vzamemo, kot sem pa rekel, čas in premislimo in damo tistemu, za katerega menimo, da bo najbolje lahko izvajal in vodil vse nas v tej državi in to po poti, ki bo predvsem bolj, kaj ne rečem, mirna, spodobna, uspešna in kjer bodo se ljudje počutili slišane in bodo sodelovali v samem vodenju in upravljanju države. Gospod Vladimir Prebilič, poslanec Evropskega parlamenta, hvala lepa za vaš čas in hvala lepa za zanimivo debato. Hvala za priložnost in me je prav veselilo.